Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Zaprite oči, napnite ušeska in se prepustite pravljici o najmočnejšem dinozavru, Triceratopsu. Moj prijatelj ima 3 roge, ki so kot kljuke obešalnika. Ni nosorog, čeprav mu je zelo podoben. Ko zraste, je težji od slona. Njegova usta so podobna papagajevemu kljunu, vendar ni ptica. Njegov kljun deluje kakor vrtnarske škarje, ko ščipa poganjke žive meje. Pri vrtnih opravilih nam je v veliko pomoč. Nikakor ne morem najti klobuka, ki bi se prilegal njegovi glavi. Všeč so mu velike družine. Ko ga vzamem s seboj na izlet in gremo mimo pašnika, kjer se pasejo ovce, se jim vedno pridruži in se pase skupaj z njimi. To ga spominja na nekdanje čase. Strašansko rad se povzpnem na njegov hrbet in si zamišljam, da vozim vozilo na 4-kolesni pogon. Ima tako krepko telo in noge, da mu brez skrbi postavim na hrbet hišico in se nič ne bojim, da bi se prevrnila. Ob srečanju s sovražnikom dvigne ogromno prahu, da bi ga prestrašil. Zato pa moram vedno počediti za njim z metlo in smetišnico. Ob koncu zabave, ko tekmujemo, kdo bo počil več balonov, je moj prijatelj vedno zmagovalec. Vse balone popoka skoraj v trenutku. Včasih se igrava, da nastopava v cirkuški predstavi. Rada in veliko se skupaj zabavava. Ali veš, kdo je moj prijatelj? To je Triceratops, ki vsak večer zaspi z menoj. Lahko noč. Otroci, tisti, ki še ne spite, prisluhnite nekaj zanimivostim o Triceratopsu. Veste, nadočesna rogova sta dosegla do meter dolžine. Nosni rog je bil majhen in top, vendar zelo trpežen. Oči so bile v očesnih jamicah zelo dobro zaščitene. Na vratu je imel koščeno vratnik z naborki s premerom 2 metra. Močno telo je bilo dolgo 9 metrov in do 3 metre visoko. Imel je kratek in močan rep. 4 močne noge so nosile težko telo, tehtal je tudi do 6 ton. Tako, zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in sladke sanje.